Spoštovani prisotni v dvorani, nadaljavo lepo pozdravljeni na panelu Dostopnost javnega potniškega prometa za vse uporabnike. Danes je ena najbolj modernih in pa verjetno najpogosteje uporabljenih besed v sodobnem sporazumevanju prav gotovo beseda mobilnost. Vsak si na nek način želi biti mobilen, ob tem, ko potuje, pa si zagotovo želi priti na cilj čim bolj varno, čim hitreje, pri tem pa uporabiti takšen način gibanja, ki mu najbolj ustreza in je zanj zagotovo najbolj dostopen. Glede na to, da se v zadnjih letih vedno več pozornosti namenja ravno prav trajnostni mobilnosti, katere hrbtenica je zagotovo javni potniški promet, bo znotraj današnjega panela potekala razprava o javnem potniškem prometu, predvsem in bolj v širšem smislu tega pomena. Razdeljena bo na dva dela, in sicer z uvodno predstavitvijo in pa razpravo z različnimi govorci. Zato k uvodni besedi vabim gospoda Mirana Sečkija, direktorja Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa. Gospod Sečki, beseda je vaša. Najlepša hvala, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Dostopnost javnega potniškega prometa za vse uporabnike. Danes bom poskušal nekako predstaviti pogled strani države, ministrstva in Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa. Da vidim, kaj je nekaj. Tako. Pa bom začel malo bolj kritično, mogoče z nekimi trenutnimi aktualnimi podatki, kar se tiče javnega potniškega prometa v Sloveniji. Dejansko dobro vemo, da imamo mi veliko zastojev, predvsem recimo bi izpostavil Ljubljanski obroč, ampak normalno, to je tudi vse povsod drugje po Evropi ali pa po svetu, pa vendarle smo kar eni posebneži, saj imamo po podatkih 1,23 potnika na en avtomobil. To smo v samem vrhu Evrope. Pomeni, če se kdaj na Ljubljanski obvoznici pa čakate v neki koloni, pa boste pogledali okoli sebe, verjetno je 90% avtomobilov samo za voznikom. Potem z vidika trajnostne prometne politike smo zadnji v Evropi po obsegu javnega potniškega prometa. Seveda, zelo smo usmerjeni v zmanjševanje rabe energije v prometu, ker vemo, da promet, sploh stoječi promet, zelo vpliva na toplogredne pline. In seveda imamo pa tudi, kar se tiče, imamo najvišje stroške v Evropski uniji, kar se tiče stroškov mobilnosti. Tako da nismo glih vzorčen primer, kako naj bi se obnašali v javnem potniškem prometu. Seveda, to so pa vsi signali, kaj želimo narediti in kaj moramo narediti. Pa mogoče najprej akterji, ki smo vključeni, ki sodelujemo v celotnem javnem potniškem prometu. Seveda želimo delujoč, učinkovit in cenovno dostopen. Prvi v vrsti je država. Ko rečem država, govorim pristojno ministrstvo. Tu je trenutno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Drugo je Družba za upravljanje javnega potniškega prometa. Bomo potem kasneje malo več o tem povedali, ki je bila ustanovljena leta 2022. To so koncesionarji oziroma izvajalci, pomeni avtobusni prevozniki, železniški potniški promet. Drugi deležniki, ki se ukvarjajo, govorimo tudi o kakšnih strokovnih inštitucijah in seveda potniki. Pa mogoče, kakšna je organizacija na državnem nivoju. Prej bilo, pa bomo se potem dotaknili te družbe, vse na dvojnivojskem sistemu. Pomeni, država je skrbela s koncesionarji, usklajevala vozne rede, medtem ko ni bilo enotnega upravljalca, zato je postavila država trinivojski sistem. Pomeni, strateška raven je še vedno na strani ministrstva, ki skrbi za dostopnost, zakonodajo, financiranje in strategijo. Taktičen raven je prešla na Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa, ki načrtuje in upravlja z voznimi redi. Dejansko imamo zdaj upravljalca, ki ima vse v enem žakeljčku, bi rekel, vso upravljanje in kreira vozne rede in seveda integrira med seboj. In operativna raven so pač izvajalci. Zdaj, ta trinivojski sistem je nekaj normalnega, v tujini pri nas je pa recimo zdaj v zadnjih 2 letih vzpostavil. Zagotovo velik korak naprej. Mogoče nekaj ključnih aktivnosti, kaj se je dogajalo v zadnjih letih na javnem potniškem prometu. Ena zelo velika pridobitev je zagotovo
projekt integriran javni potniški promet v sklopu tudi, ker je bila uvedena tudi enotna vozovnica. V preteklosti veste, da so imeli vsa avtobusna podjetja pa železnice svoje karte in danes je to zelo enostavno in tehnično in hitrejše in učinkovito. Temu primerno se je tudi prilagodil zakon o prevozih v cestnem prometu. Potem tudi na področju nacionalnem energetskem podnebnem načrtu je ogromno govora o javnem potniškem prometu in nam je tudi Evropska komisija potrdila ta strateški načrt in strukturne reforme. Tudi strategija razvoja prometa do leta 2023 ima velik poudarek na javnem potniškem prometu. In mogoče že prej omenjeno, da se je vzpostavil ta trinivojski sistem, je v bistvu bil najprej sprejet zakon o upravljanju javnega potniškega prometa, ker se je naredil upravljalec, ki ima s tem zdaj dejansko tisto moč upravljanja, in potem leta 2022 tudi ustanovitev družbe DUIP. Zdaj, kar se tiče zakonodaje na področju invalidov z vidika dostopnosti, nekaj je bilo že v prehodnem panelu govora, pa bi mogoče samo tukaj na kratko nekaj še drugih zakonskih podlag povedal. Konvencija o pravicah invalidov, v bistvu vi to še bolj veste, ampak tako, ki govori o neodvisnem in polnem sodelovanju na vseh področjih življenja in seveda dostop do fizičnega okolja, prevoza informacij in komunikacij, vključni z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami. Potem je zakon o izenačevanju možnosti invalidov, 16. člen ima kar nekaj govora o tem, pa ne bi ponavljal, ker ste dejansko na prejšnjem panelu o tem kar imeli veliko govora. Potem imamo zakon o prevozih v cestnem prometu, rekel, to je pa recimo naš, narekovaju zakon ministrstva, ker smo recimo v 114. členu govorimo o brezplačnem prevozu imetnikov Evropske unije kartice ugodnosti za invalide. Leta 2020, dobro veste, da je bila uvedena ta kartica. Govorimo tudi zdaj o spremljevalcih, mogoče aktualna informacija, dobro veste, tudi zakon je bil sprejet, da je tudi za spremljevalca brezplačno. Trenutno smo v fazi tehničnega zaključka, kako bomo izvedli to primer na avtobusu. Verjetno bo v tej smeri, da bo recimo invalid se registriral oziroma validiral na avtobusu in v roku 10 sekund bo moral se še enkrat, kar pomeni, da bo tudi spremljevalc imel, pomeni, da ima zraven spremljevalca in da ima zastonj vožnjo. To bo, mislim, da verjetno že zdaj do konca tega meseca sprovedeno tudi v takšni obliki, da bo res funkcionalni. In seveda tudi pravica do brezplačnega prevoza za gibalno ovirane študente. Tako da v tem zakonu smo mi kar nek poudarek dali invalidskim organizacijam oziroma invalidom. Potem je tukaj zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide. To ne bi ponavljal, ker se že prej in seveda gradbeni zakon, ker vse posod, ampak ko mi delamo zakonodajo, ko pripravljamo vse te načrte, ko se pogovarjamo, ja, seveda moramo gledati zelo široko sliko, ker ni tukaj tako ozko gledano samo javni potniški promet. Mogoče nekaj slikic, ki ste jih mogoče že kje videli, kaj želimo, že prej sem omenil te težave, ki jih imamo v javnem potniškem prometu. Definitivno avtobus, ali imaš avtobus, ali imaš 30 ali pa 50 avtomobilov na cesti, velika razlika. Predstavljajte si v tistih konicah, če bi imeli avtobusi recimo svojo prosto pot in bi se peljal mimo, sem prepričan, da se bi marsikdo zaželel vožnje z avtobusom. Bomo potem recimo, kar pomeni medkrajevni pa mestni, to je druga razlika. Potem seveda, kaj želimo, čim manj, da se ta piramida spremeni, zdaj imamo največ avtomobilov, želimo jih čim manj in čim več peš in seveda trajnostno se uravnavati in seveda tudi spodnja slika je dosti podobna. Dejansko mi strani države res dajemo velik poudarek temu, da bi res javni potniški promet bil še bolj zanimiv, moramo narediti podlage za to, ampak tukaj pa tudi v ljudeh je tudi ena stvar, v stilu razmišljanja bo tudi potrebno še nekaj narediti. In mogoče samo tiste, bi rekel, še smernice, kaj so tiste res glavne smernice, ki so naša naloga, ki jih moramo mi narediti. Seveda, uspešno in učinkovito izvajanje gospodarske javne službe, javni potniški promet. Uspešno in učinkovito je, mislim, da so dosti jasni in bi rekel, vsakodnevno se soočamo s temi izzivi. Čim krajši potovalni časi, ko govorimo, danes veste, da je čas zelo pomembni dejavnik in
ko govorimo o čim manjših potovalnih časih, recimo z upravljalcem smo mi dobili vozne rede od železniškega sistema in avtobusnega. To so bili do zdaj oziroma so še do 30.6. različni sistemi in vsak je delal svoje vozne rede. Z ustanovitvijo družbe smo dobili v eni obliki in bomo lahko tudi te potovalne čase integrirali in skrajšali. Ne? In to je potem tudi potem v nadaljevanju integracije z medkrajevnimi linijami, z mestnimi in drugimi prevozi, drugimi so Slovenske železnice recimo. Tako da tudi, ko imaš ti vse v enem košu, lahko potem integriraš. Informiranost prebivalstva. Definitivno na tem, tukaj smo zelo vzadej, kar se tiče digitalizacije informacij. Tu je ogromno izzivov. Potem medsebojno povezane oblike, napredne oblike izvajanja javnega potniškega prometa, kot so prevozi na klic in posebej prilagojeni prevozi glede na posebnosti. Vem, da bomo potem še verjetno o tem govorili, predvsem prevozi na klic je ena zelo zanimiva nova oblika, ki se nam ponuja, ki jo moramo po moji oceni zgrabiti in jo tudi uporabiti. Večja uporaba vozil s pogonjem na alternativna goriva, vlaganje v infrastrukturo in vozni park. Dobro vemo, da so javni potniški prometi v bistvu so dva ključna temelja. Infrastruktura in vozni park. Oboje mora biti urejeno. Imaš ti ne vem kakšne avtobuse ali pa vlake, pa če ne moreš uporabiti. No, se dobro veste in obratno. Je infrastruktura urejena, ampak ne moreš vstopiti na avtobus, ne moreš vstopiti na vlak in tu dejansko, ampak bi si upal trditi, da v zadnjih 2 letih je na tem področju veliko razumevanja in se vlaga v to. Sploh recimo, dobro veste, da te železniški vlaki novi so dosti bolj prilagojeni. Prilagajanje zakonodaje pri razvoju. Dejansko vse te oblike, ki nam prihajajo ali pa težave, ki so, pomeni, moramo mi na podlagi nekih analiz ali pa realnega stanja tudi zakonodajo prilagajati. Ne sme zakonodaja biti zabetonirana, bi rekel temu, in da tako je in tako bo še naslednjih 20 let. In seveda doseganje višje stopnje zadovoljstva med uporabnike. Tu mislim, da tudi potrebno je vse to najprej narediti, da potem lahko prideš ven v javnost in poveš, da smo dejansko res nekaj naredili in tudi ozaveščati javnost, da je javni potniški promet nekaj dobrega in boste videli tudi potem še v nadaljevanju, se ustvarjajo neke določene, neki projekti, ki sem prepričan, da bojo s časoma obrodili sadove in bo bolje. Oziroma, bom zaključil tudi tako, začel sem namenoma z malo bolj kritično situacijo, ni tako kritična, predvsem stališča, ker je razumevanje, vse stvari razvijajo naprej, ampak mi smo pa seveda na tej točki, ki pa moramo to udejaniti in seveda tudi, da bomo vsi na koncu na boljšem. Predvsem pa, tako kot sem pa mogoče bolj uvodoma, predvsem spraviti avtomobile s cest in bo zagotovo največ narejenega. Tako da hvala, evo sem poskušal nekako tole povzeti. Hvala.